Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Jan Večer je zapustil na slovenskem medijskem prostoru globoke sledi. O teh sledeh, pa tudi o samem delu, se bomo pogovarjali z odgovornim urednikom Večera, Matijem Stepišnikom. Matija, hvala, ker ste nas povabili v ta priročni studio Večera. Hvala za povabilo. Dober dan v Mariboru, dobrodošli v Mariboru in dobrodošli tudi v tem našem mini improviziranem studiu. Upam, da se bomo fajn pogovarjala tukaj. Kdaj spijete kakšno kavico iz tega lepa, iz te šalčke? Praktično vsak dan. Novinarski dan se težko začne brez neke močne kave, zato da adrenalinsko je novinarsko življenje že tako nabito, ampak fajn je zjutraj še začeti z kakšnim dodatno injekcijo kavice, zato da te požene še toliko bolj na obrate novinarskega dela, sploh zdaj, ko se stvari dogajajo svetlobno hitrostjo. Sploh pa, če piše še večer, ne? To kavo pijemo zjutraj, pride pa tudi čas, ko delamo pozno v noč in spijemo tudi kakšno zvečer. Kje ste preživljali otroštvo? Kakšni družini? Otroštvo sem preživljal v Staršah. To je kraj približno 10-12 kilometrov od Maribora na Dravskem polju, torej od Maribora na regionalni cesti proti Ptuju. V zelo fajn družini, oče elektroinženir, mama učiteljica, učila me je v 1. razredu v vaški osnovni šoli, ampak se mi je vedno zdelo, da mene bolj strogo obravnava kot ostale, ampak zdaj, ko gledam nazaj, je bila seveda predvsem zelo pravična, se mi je zdelo. Tako da otroštvo je bilo brezskrbno, vaško otroštvo. Kot edinec? Brata imam 4 leta mlajšega, danes sem ga videl in se še vedno super razumemo. Tako da je bilo smeha in družbe, deške, fantovske družbe v družini veliko. Je pa zanimivo, da živel sem na vasi, ampak prvih 7 let smo živeli v enem izmed 3 blokov na tej vasi, tako da sem bil na nek način na vasi kot betonar. In veliko otrok se je seveda takrat nekako gibalo okoli teh blokov. Ti bloki so bili v osnovi zgrajeni takrat, ko je nastala hidroelektrarna Zlatoriče na Dravi. In tam so bile družine zaposlenih na hidroelektrarni, en blok pa je bil učiteljski in mi smo živeli v tem bloku, potem smo se pa preselili v hišo. Ampak meni je bilo super tudi takrat. Ste bili že takrat naročeni na Večer, vaša družina? Absolutno. Družina, babica, dedek, oma, žal pokojna je bila sploh izjemno kritična bralka, še zdaj, ko sem bil urednik, dočakala je res zelo lepo staro, veliko preko 90 let in ona je bila, tako bom rekel, še vedno v tej svoji starosti tako pozorna bralka, vse je prebrala, vse je imela načitano, gledala je televizijo, Slovenija, poročila, Odmeve in z njo se mi je bilo sploh užitek pogovarjati o politiki, imela je tako, bom rekel, zdravorazumski pogled. Rekla mi je vedno, moraš razumeti tudi politike, njim je težko, ne morajo vedno lahkih odločitev sprejemati in moraš daj razumeti, da kakšno odločitev, ki jo potem vi novinarji kritizirate, tudi sprejmejo, verjetno ne radi, ampak jo morajo. Skratka, bila je nek tak moder član družine, ki mi je bil pomemben kompas tudi pri novinarskem delu. Kdaj ste se pa srečali z novinarskim delom? Mogoče že v osnovnošolskih časih, potem v študentskih, dijaških? V bistvu že v osnovnošolskih časih, seveda, jaz sem se odločil, da bom novinar, pa naj zveni to zelo idealistično, ful hitro. Jaz sem že v zelo zgodnem otroštvu si predstavljal, da prenašam olimpijske igre, Formula 1 in podobne stvari. Igral sem se ves čas, da sem nek reporter in poročevalec od nekje. Potem sem pisal za šolski časopis in seveda hodil na novinarske krožke in se vedno, ko je bilo na šoli kakšen projektni teden, prijavil na novinarske stvari. Ampak potem prvi resen stik z novinarstvom moj, pa priznam, moja osnovna ljubezen je šport, je športno novinarstvo. Čeprav me je potem zaneslo seveda bolj v novinarstvo, ki se dotika notranje, zunanje politike in družbenih fenomenov in vsega ostalega. Ampak moje sanje so bile športno novinarstvo in zato sem jaz že kot osnovnošolski otrok
ko je bila še Tednik ekipa, to je bil četrtek, spomnim se, v trgovino, zjutraj, pred šolo, po šoli. Tednik ekipa je bil pri meni vedno prebran tisto 2 uri, 3 ure potem, ko je šel. Požiral sem vse, seveda bral sem Večer doma, ampak ekipa mi je bila šport in šport. To me je nekako vodilo. In potem, proti koncu osnovne šole, pa sem se jaz odločil, bilo je, zdaj ne vem, Evropsko prvenstvo v košarki, selektor košarkarske reprezentance je bil Andrej Urlep in slovenska košarkarska reprezentanca, če tudi že takrat z igralci, ki so veliko obetali, je kar pogorela. Bilo je, mislim, prvenstvo na Poljskem, zdaj letnica ali 96, 98. Mislim, da je takrat, ko je Dražen Petrovič... Ja, bilo je potem nekako. Potem, ja. In jaz sem se takrat v bistvu, moralo je biti, imate prav, Igor, moralo je biti nekje 94, ker ko sem jaz 96 šel v gimnazijo, tako da je moralo biti malo pred tem. In jaz sem se takrat z velikim pričakovanjem sem gledal to prvenstvo in potem smo pogoreli, če tudi z zelo obetavno ekipo in jaz se odločil poslati pismo bralcev na ekipo z svojim komentarjem prvenstva. In je bilo objavljeno? Ne samo, da je bilo objavljeno, to je bil zame popolni šok. Jaz grem naslednji teden v ekipo in odprem jo, berem od začetka in proti koncu pridejo vedno pisma bralcev in jaz vidim svoj tekst v pismi bralcev. In pod tekstom je odgovorni urednik tedanje ekipe, ki je tudi zdaj odgovorni urednik, Goran Obrez, njemu se imam veliko za zahvaliti. Spodaj je tako v enem drobnem kvadratku pisalo. Jaz sem napisal, koliko sem star, 14 let, in je spodaj pisalo, če ste res stari 14 let in ste tako brez napak napisali takšen komentar, vas prosimo, da nas pokličete na uredništvo. Aha. In jaz gledam in smislim, in valjda sem klical na uredništvo, povezali so me z Goranom Obrezom in on mi je takrat rekel, pa Mulc, ti si res toliko star. Je rekel, glej, ne moreš zdaj ravno delati za nas, ker tako rekoč si iz plenic prišel, ampak vseeno, če boš imel kakšen tekst, če boš imel kakšno stvar za povedati, ti nam samo pošli, mi bomo objavili. In tako se je nekako začelo. Jaz sem začel takrat zelo redno pošiljati na ekipo komentarje, poglede. Takrat je imela ekipa tudi eno zanimivo rubriko, to je bila izmišljeni intervju, malo satirično, in jaz sem se tudi v tisti rubriki našel, pa sem imel izmišljene intervjuje z Juretom Zdovcem, z Bečirovičem in z raznimi in Sergej Ravnikar je bil takrat med drugim trener v Olimpiji in tak dalje. Še prej pa Ježica, ne? Ježica, pa potem se je vračal v mariborsko žensko in sicer košarko. Selektor je bil tudi seveda in tak dalje. In jaz, to je bil moj prvi, bom rekel, resen stik z novinarstvom, je bila torej ekipa, jaz sem redno začel pošiljati za ekipo. Potem na prvi gimnaziji v Mariboru sem pa v bistvu začel delati na tedenski ravni za oddajo, ki smo ji rekli Mlad perspektiven kader. Malo je bila to tak aluzija na neke pretekle čase, bila je provokativna oddaja, dijaška oddaja prve gimnazije. Mi smo imeli vsak torek od 5 do 6 na Radio Marš, torej Mariborskem Radio Študent, 1 uro časa, ko so nam dali v bistvu čas, da dijaki povemo, kaj mislimo o svetu, o Mariboru, o vsem. Pametno. No, nekaj pa naju povezuje, recimo pismo bralcev, tudi meni se je začelo tako z lokalni časopis, opozoril na nek problem in sem pravno tako dobil vabilo, pa še recimo Zmago Gomzi še vedno piše za Večer. Absolutno, cenjen kolega Zmago Gomzi. 20, pa še več let nazaj sem tudi jaz kar precej še po faksu pošiljal nekaj člankov za Večer o športu v Zasavju, tako da... Igor, takrat je še Večer tudi v Zasavju, mislim, da bolj pokrival stvari, ne? Ker ja, Mateja Grošelj je bila naša Dim iz Zasavskih dolin, je bila celo njena rubrika satirična, ne? Tako da, ja, Večer je bil, če malce preskočiva na Večer, saj v tistih časih, recimo 20 let nazaj, mogoče še tudi več, ampak recimo jaz sem ga takrat bolj redno prebiral, res zelo tak regionalni. Vsaka regija je imela nekaj svojih strani, ne? Skoraj vsak dan. Ne? Res je, Večer je takrat imel nekaj časa, to so bila seveda 90 ali pa začetek, prelom 2000. Moja pot na Večeru se je začela 2001, ampak sem bil seveda strasten bralec Večera. V nekem obdobju je Večer imel zelo nacionalne ambicije, je imel tudi zelo široko dopisniško mrežo, imel je sodelavce, res da neredno zaposlenih, tudi na Jesenicah, v Novi Gorici in tako dalje. In v tistem času, to so bili
poosamosvojitveni zlati časi slovenskega, bom rekel, tiskanega žurnalizma. Takrat se je zdelo, da naklade seveda letijo v nebo, da ljudje dejansko jim je bil tisk neka religija, bil jim je nekaj... Ja, ni bilo še tablic, ne? Ni bilo ne tablic, ne klikanja, ne tega presinga, tako da Večer je takrat odlično delal, odgovorni urednik Milan Predan je takrat res imel zelo široko ekipo, smele načrte. In žal mi je, da so se stvari v bistvu kasneje zasukale na način, da so tudi zaposleni na Večeru, ki so bili lastniki, takrat nekako se odločili, da to svoje lastništvo prodajo. Ampak do tega bi slej ko prej verjetno prišlo. Najverjetneje tega procesa ni bilo mogoče ustaviti, ampak prišlo je vendarle do nekih verjetno tudi političnih intervencij v lastništvo in potem se je Večer dolga leta nekako svalkal med raznimi pivovarniškimi interesi in drugimi zgodbami, ki se niso najbolj srečno iztekale, ker so minevala leta, ko se z Večerom, jaz sem takrat že počasi postajal honorarci in redno zaposlen kasneje tudi, ki se za Večer niso preveč srečno iztekla. To je bil čas prostega teka, veliko se ni vlagalo v razvoj. Takrat so bili mediji žal uporabljeni tudi kot žeton v igri nekih drugih interesov in ravno v času, ko je ta digitalizacija dobivala pospešek in veter v jadra, ko bi vsi mediji v Sloveniji, tiskani in drugi morali nekako najti nek nov poslovni model, smo mi v bistvu precej časa nekako bili v neki taki sivi coni, kdo bo lastnik, kako bo lastnik. Laško se je kasneje po Šrotovem odhodu želelo znebiti časnika in Dela in Večera. Kar nekaj časa je trajala ta, bom rekel, kar agonija, skoraj da letargija. In zgubljali smo čas, zgubljali smo razvojni potencial in časi takrat tudi nabrali nekaj zaostanka za razvitimi medijskimi hišami, bom rekel. No, če se malce sprehodiva skozi zgodovino Večera, 75 let, 9. maja 45. Res je. Mislim, da ne kot Večer, ne, ampak drugačne ime, pa je še živi naročnica, ne? Res je. Številka 1, mislim, ne vem, če številka 1, ampak... Gospa naročnica, ki smo jo predstavili tudi v naši jubilejni številki, je sicer se naročila na Večer avgusta leta 1945, ampak to je to v bistvu. Naj jim bo, ne? To je to, ne? Ja, Večer je šel, takrat so rekli na dan zmage, zdaj je to dan Evrope, Večer je šel za seveda veliko Titovo naslovnico, Maribor svobode in kasneje nekaj časa izhajal kot Novi časi in potem leta v bistvu 52 je bil, potem je izhajal kot Vestnik in šele kasneje se je potem v bistvu uveljavilo ime Večer. Bilo je obdobje, ko je Večer izhajal tudi v večernem in popoldanskem oziroma tem kasnejšem času. Bili so časi, ko je Večer izhajal tako, da so še ob 4-5 zjutraj neke vesti spravili noter in je šel v tisk. Nedaleč od prostora, kjer sedima, je bila nekoč tiskarna, Mariborski tisk, se je reklo v bistvu, na vse zgodaj zjutraj, ko se še ni zdanilo, so zadnje novice poslali tja, takrat še na seveda bili so dobesedno in drugače svinčeni časi in so v bistvu natisnili še zadnje vesti nočne in Večer je potem zjutraj res dobesedno svež išel z popolnoma zadnjimi informacijami. No in recimo skozi zgodovino je zanimivo tudi to, če je dnevnik veljal bolj za ljubljanski dnevnik, Večer bolj za recimo mariborski dnevni časopis, Delo osrednji časopis, ampak vmes je pa prišlo, da je pa tudi Večer prehitev tako dnevnik kot Delo, ne, po prodanih izvodih. Res je, to je bilo v 90-ih. Gospod Predan, tedanji odgovorni urednik, ponosno večkrat poudari ta dan tudi. Mislim, da je tudi objavljen. Tudi tukaj je pisal o tem, ne, kako so bili po svoje srečni in zadovoljni z tem, ampak na drugi strani istočasno pove, da to ni bil dan za proslavljanje, ampak dan, ko so delali nove načrte. Ne. Evo tukaj piše gospod Predan, mimogrede... Tistega lepega dne. Tako, gospod Predan je bil tudi direktor, ki me je vzel v službo v bistvu na Večeru, takrat se je vrnil
Po prvi etapi diplomatske kariere se je vrnil 2005-2006, mislim, da na Večer. In v bistvu marca 2006 me je potem, takoj ko sem diplomiral na fakulteti za družbene vede, ni bilo dolgo, 14 dni so me klicali, naj se zglasim in je rekel, poglejte, tukaj vas čaka služba. Jaz sem bil prej seveda praktikant in honorarc na Večeru, tako da so vedeli, kaj niso kupovali mačka v žaklju. In tako se je začelo. Ampak ja, omenili ste, Igor, 90. leta je Večer res prosperiral, na neki točki celo prehitev Delo in Dnevnik. Mislim, da je bila takrat tiskana naklada rednega Večera 66,000 in celo več. In to so bili časi, ko je Večer enostavno bil v res velikem zagonu in prosperiteti in je delal odlično, kakorkoli gledano. No, jaz sem ga tudi že takrat spremljal, tudi v Zasavju se ga je dalo kupiti, tudi seveda preko pošte naročiti. Res, da je to mogoče za dan danes malce pozno, ob 10 ali pa ob 11 je boljše, če tega nekdo da na briljalnik že zjutraj, da ga vzame s sabo v službo. Absolutno. In je bil tudi zelo vedno, saj takrat tudi, pa se tudi zdaj, zelo uravnotežen, tudi politično, ne, si imel tako v narekovajih desne komentatorje, kot tudi leve komentatorje, če se lahko tako bolj grobo rečem. Drži, začetek, zelo iskreno bom povedal, ne, začetek moje poti, bom rekel, ko sem se zaposlil na Večeru, so me takrat, je bila tudi moja želja, da ostanem po študiju nekako v Ljubljani in so me poslali, ja, ni problema, boš delal v ljubljanskem dopisništvu. In takrat ravno je v penzion odhajal Branko Maksimovič, dolgoletni obraz, tudi TV Dnevnika, dopisnik z Dunaja, odličen starejši kolega. Ampak bil je čas, ko je v Ljubljani obstajala, bom rekel, res zelo pisana in močna redakcija Večera in tudi svetovno-nazorsko zelo raznolika. Moj prvi urednik v Ljubljani je bil Peter Jančič, zdajšnji urednik Siola, kasneje je zelo hitro žal šel na Delo za odgovornega urednika. Takrat je bila Katja Šeruga, ki se je ravno odpravljala na televizijo Slovenija najprej takrat. V redakciji pa smo imeli tudi Borota Mekino, zdaj novinarja Mladine, Blaža Zgago, smo imeli, od mlajših je prihajal počasi Vasja Jager, v ekipi je bila Damjana Žižt, Jelka Zupanič, seveda odlična. Dejan Pušenjak, mislim, da tudi nekaj časa. Dejan Pušenjak je bil takrat na Delu, potem se je vrnil na Večer kasneje za urednika Sobotne priloge. Skratka, moram reči, da v tistem času polemike med Jančičem in Mekinom so bile odlične. Veliko stvari sta mislila zelo različno, ampak sta se zelo dobro v osnovi v tistem času. Ker je dobro, ne, za bralce predvsem, razumela, ne. Bilo je takrat kup tem, ki sta jih ona in že zjutraj na uredniških sestankih oziroma gledala popolnoma različno. Tudi komentarji, ki smo jih objavljali od njo, so bili ful različni v resnici, ampak ni bilo nobenega problema s tem, ne. Nekako smo dobro shajali. Se mi zdi, da je zelo podoben bil takrat Večer kot mogoče tam v 90-ih letih Delo, ko je sobotno prilogo recimo bolj kot ne urejal Lorenci, sam Delo pa recimo Danilo Slivnik, ne, recimo desno, levo, ne, tako zelo zanimivo je bilo, ne. Priznam, da v 90-ih sem jaz še bil globoko v osnovni šoli in gimnaziji, sploh v začetku 90-ih nimam tako dobrega spomina, posebej ne na Delo. V gimnaziji že nekoliko boljšega, ampak vendarle je takrat v mojem fokusu vseeno tu v Mariboru bil Večer, to je bil absolutno naš časopis. Ja. In tak, da bi rekel, da se tistih časov spomnim osebno po teh, kar razlagati Igor o tem Lorenci in tak dalje, Slivnik, ja. se jih malo manj spomnim, bral sem kakšne knjige, potem ko so razni avtorji seveda o tem pisali, ampak v tistem času je bil moj diapazon medijski, poleg televizije, seveda Večer v osnovi. Iz njega sem se začel učiti novinarstva, poleg ekipe, sem priznal, seveda ekipa je bila moj tak prvi medij, ker moja strast do športa ni nikoli popustila v resnici, ne, tudi zdaj je moje zanimanje še vedno, ne, na uredniški seji, šport, kaj je šport, ideje za šport še vedno. No, in kljub pomanjkanju športa v tem času, korona času, bi človek pričakoval, da ne bo nobenih
člankov tudi v Večeru, ampak ne. Včasih bi človek dal še bolj bogate vsebine, ker je bilo več časa ali pa več prostora za kakšen poglobljen članek o kom. Super point. Športni novinarji imajo eno veliko srečo in prekletstvo hkrati. Sreča je to, da je športno novinarstvo je res dinamično, je nekaj krasnega, so tereni, greš iz pisarne, srečuje zelo različne ljudi, ki po klubih nekako fluktuirajo, tisti, ki so na večjih medijih, potujejo na velika tekmovanja. Pa na isto uro se pričnejo tekme na različnih koncih, ne? Res je. Kam hoditi? Skratka, šport je meni bil vedno res in je taka dinamična zgodba, nekako si ves čas v gibanju, v movingu, ampak na drugi strani prekletstvo športnega novinarstva je pa to, da si potem ves čas v tem kolesju tekmovanj in nekako, bom rekel, zelo podobnih novinarskih form pristopov, ki nekako temu sledijo. Zato je bila ta korona za šport nek čas za reset, ne? Ko je športno novinarstvo moralo izstopiti iz te tekmovalne rutine, zdaj so tekme, zdaj se konča svetovni pokal v smučanju, potem moramo v Planico, že imamo Kranjsko goro načrtovano, pol nas čakajo prve kolesarske dirke, valjda fuzbal, mariborski, to non-stop in nekako so morali stopiti iz te rutine in fantje so se absolutno še več pogovarjali o tem, kaj je šport onkraj tekmovanj, kaj športniki razmišljajo. Kako trenirajo v tem času? Vsi skupaj smo ugotovili, da športniki valjda trenirajo in da športniki znajo, seveda velikokrat zmanjka časa ali pa tudi volje za vprašanja, ki grejo onkraj športa. Športniki znajo zelo dobro razmišljati tudi o nekih stvareh. Kako se počutite po tekmi, kakšni so občutki. Sintagma se je zakorenila kot to je zdaj za športnike, ampak v resnici so športniki ljudje, ki veliko doživijo, veliko vejo in zdaj smo jih morali izbezati, bom rekel, iz teh nekih klasičnih njihovih komentarjev, ko govorijo o svojih športnih rezultatih, so govorili tudi o sebi. In meni se je zdelo super branje v velikih primerih športa. Zagotovo. Tu so se tisti, ki pokrivajo šport, izkazali, zagotovo. Sploh, ker res ni bilo tekem, ampak so bili pa poglobljeni članki, zanimivi intervjuji. No, zanimive so tudi kulturne strani, predvsem, ker so vedno predstavljene zanimive knjige. Kako pa to gre? Mi imamo na Večeru zelo majhno, ampak toliko bolj dragoceno ekipo novinark, ki v bistvu uspejo, bom rekel, z nekim res entuziazmom in z nekim veliko odgovornostjo do slovenske kulture in javne besede v bistvu zelo kvalitetne stvari ustvarjati. Urednica Petra Vidali, novinarki Melita Forstnerič-Hajnšek in Petra Zemljic z nekaj honorarnimi sodelavci, ki jih je seveda vse krize zadnjih desetletij so jih zrezale na minimum. Uspejo ustvarjati, bom rekel, za moje pojme zelo kvalitetne, regijsko obarvane, ampak nacionalno relevantne vsebine. V Mariboru vendarle imamo nacionalne kulturne inštitucije, od teatra naprej. In meni se vedno zdi, da ta ljubljanocentričen pogled na kulturo, kjer je res koncentracija ustanov in vrhunskih kulturnih stvaritev seveda toliko večja, je napačen. V Mariboru in ostalih krajih. Torej, če si v Ljubljani, če ne, te ni res, ne? Absolutno ni res. No in tako kot šport, tudi v kulturi se zdaj ni dogajalo, ampak na straneh Večera v kulturi je bilo pa znova podobno. Res je, veliko branja. Imeli smo kar se mi je zdelo res presežno, je to, da smo doklicali tudi naše ustvarjalce v tujini, ki so nam govorili o tem, kako druge države rešujejo to korona krizo v odnosu do kulture, da smo priklicali številne mislece, ki znajo misliti kulturo v korona času, kulturo po korona času, vlogo kulture v korona času, vendarle kultura in umetnost sta bili izjemno pomembni v tem času, da se nam ni dobesedno zmešalo v marsičem. Bilo je na razpolago vendarle dovolj, bom rekel, neke ponudbe na različnih platformah, da smo lahko v tem času, ko smo bili doma, gledali, razmišljali, se izobraževali. Jaz sem uspel vendarle nadoknaditi kakšen zaostanek, kakšen film pogledati, kakšno muziko preposlušati. In naše novinarke, moram reči, da so tu uspele nekako in prebrati prve relevantne knjige o virusu, o tem smo pisali, neke avtorje, ki so se oglašali v zvezi z virusom, ampak predvsem, da smo nekako ohranili to, da kultura je živo tkivo, ki živi kljub temu virusnemu napadu. To se mi je zdelo ful pomembno. No, počasi greva tudi k politiki in vi ste bili
športni novinar, jaz sem bil tudi dolga leta, seveda pišete tudi politične prispevke, jaz tudi, ampak verjetno se boste kar strinjali, ko nek športni novinar ocenjuje neko tekmo, pa da posameznemu igralcu oceno, ne? Je ravno tako, kot če da oceno politiku, ne? Ja, s tem, da... Oboji so razočarani. Ja, itak. S tem, da športniki se mi zdi, da to nekako hitreje premeljajo in grejo dalje, nekako grejo na nov trening. Ker je naslednja tekma dobra in ima dobro oceno. Ja, ima dobro oceno, mogoče se je to hitro, ker volitve vendar le prihajajo na 4 leta, ali pa novinarski komentarji pa vseeno ne prihajajo na 4 leta, ampak vsak teden zagotovo. Ja, je paralela neka, ne. Boli in šport in seveda bolijo politične ocene. Politične ocene seveda bolijo mogoče še toliko bolj, ker politične ocene seveda zarežejo v to, od česar politika živi, zarežejo pač v neko percepcijo ljudi, zarežejo v neko podobo in zarežejo ne nazadnje v neke ocene nekega političnega dela. Pri športnikih je veliko emocij, in na koncu ugotoviš, da je veliko teh emocij ne nazadnje tudi v politiki. Ne. Se bojim, da mogoče malce dlje trajajo? Trajajo včasih celo življenje. Zamere. Zamere pa tak ali tak. Ampak v politiki je tako, da dejansko v Sloveniji je veliko tega, bom rekel, nekega emocionalnega opredeljevanja za neke politične voditelje in pripadnosti, včasih potem nek zdravi razum odpove in ga je na koncu celo, se mi zdi, da pri športu te samokritičnosti več, da športnik reče, glej, res slavo sem podal 5-krat, imaš prav, vse na koncu ni bila ocena tako nerealna, medtem ko politika pa vztraja velikokrat v teh slonokoščenih stolpih in nekako ne vidi onkraj nekih ideoloških pregrad, ki se gradijo. Mogoče tudi preveč se je uveljavila ta delitev naši, pa ne naši, ali pa naši, vaši. To je slovenski šport pravzaprav, ne. Treniramo ta šport že kar nekaj časa. To je ena tak destruktivna točka slovenske, ne samo politike, ampak cele družbe, ne. Preštevanje po pripadnosti strankarski je nekaj, kar duši neko normalno razpravo in dialog, nesposobnost predvsem se normalno, spoštljivo, artikulirano in argumentirano pogovarjati med seboj. Družba, kjer se vsi strinjajo, tam ne razmišlja nihče, ne, v takšni družbi. Družba, kjer pa se levo in desno samo smo sposobni psovati, pa je verjetno zelo podobno. Ali pa deliti, tako kot se pri nas že dolga leta na recimo Kučanov del, Janšev del, ne, pa recimo Milan Kučan, nekdanji predsednik, že kar nekaj let v penziji, ne. Ja. Dobro, Janez Janša je še kako aktiven, ampak vendarle še vedno se potem deli in se deli tudi potem novinarje. Aha, ti si del Murgel, ne, ti si del, ne vem, Trstenjakove, ne. Pa si samo upravljal svoje delo. Jaz mislim, da je še to vedno delitev, ki je vsiljena od zunaj. Novinarji smo ljudje in novinarji imamo svoj vrednostni sistem, imamo svoje mišljenje, imamo svoj svetovni nazor. So novinarji, ki razmišljajo bolj levo-liberalno, socialdemokratsko, so novinarji, ki razmišljajo bolj konzervativno, bom rekel bolj desno-sučno. In s tem v resnici ni nič narobe. Kar precej svoje, bom rekel, izobraževalne poti, ne le med študijem, ampak tudi kasneje sem preživel na mediji v Združenih državah Amerike, ne nazadnje ravno slabega pol leta nazaj, torej oktobra in novembra sem bil v Združenih državah na povabilo State Departmenta na enem izmed njihovih štipendijskih programov, torej IVLP program, znan program, štipendija Edvarda Murova. Že prej sem bil 15 let nazaj na enem drugem, kjer sem 2 meseca v bistvu delal v ameriških medijih. In tam neka transparentnost uredniških politik je nekaj, kar je že od nekdaj. So mediji, ki podpirajo bolj demokratsko stranko in so mediji, ki podpirajo bolj republikansko stranko. Nobeden izmed teh medijev pa zaradi tega ne zapira prostora tudi za neke mnenja, argumente, intervjuje druge strani. Skratka, medij, ki se zapira na način strankarske pripadnosti, da
lahko deli samo eno resnico, je medij, ki v bistvu sam sebe, po moje, strelja v koleno, ker to je potem res strankarska propaganda. Ampak se zdi, kot da bi si nekateri v Sloveniji želeli, da bi tako bilo. Ja, jaz se bojim, da nastavek nekaterih medijev, ki so zrasli tudi okoli zdaj največje vladajoče stranke, ki so izrazito, bom rekel, samo v smer stranke SDS, nimajo tega osnovnega medijskega in novinarskega vatla nekako usmerjenega. Ne rečem, da seveda ni v Sloveniji medijev, ki so izrazite levo usmerjeni in tako naprej, ampak vendarle nekako odpirajo prostor, bom rekel, tudi drugim sogovornikom in pa mnenjem. Jaz mislim, da neka osnovna transparentnost pogledov, pluralnost, različnost je neka kakovost. Mediji, ki se na neki točki, ne bom rekel, opredeli, navija, ni nekaj, kar... Je še medij? Ni medij. Ni medij v tem nekem klasičnem smislu, čeprav neke opredelitve tudi v tujini, tudi v Nemčiji, na zadnje mediji zelo jasno nekako izražajo svoje stališče, ampak vendarle mislim, da medij na koncu volivcem mora nekako dopustiti neko svobodo izbire, ne agitiranje za eno ali drugo stran, če tudi v nekih svojih stališčih bolj zagovarja neko določeno politiko. Ampak na koncu se mi zdi, da sploh Slovenija ni v neki tranziciji demokratični prišla še tako dalje, da bi se mediji profilirali na ta način. Mislim, da še nekaj časa tako ne bo in meni se zdi, da je v redu, da je tako. Zdi se mi pa pač pomembno nekako, da bi se v bistvu ta delitev na leve in desne novinarje na neki točki končala. Novinarstvo v osnovi je posel. Opravljati novinarski posel je nekaj, kar je univerzalnega, z nekimi univerzalnimi pravili, ki presegajo neke svetonazorske delitve. In biti novinar pomeni, ali si po osebnem, intimnem prepričanju levi ali desni, pomeni, da vendarle neka osnovna pravila in standarde novinarstva izpolnjuješ. Če pa nek novinar na koncu komentar napiše bolj v smeri nekih konzervativnih ali bolj v smeri progresivnih stališč, se mi pa ne zdi absolutno nič narobe. Prav je, da so komentarji različni, ampak na ravni dejstev in pa zgodb. Tudi, če to lahko prebereš v istem časopisu, ne? To je pa dodatna kakovost, Večer jo je imel, upam, da jo Večer nekako bo imel še bolj, kot jo ima, in se mi bi zdelo, da ta notranja pluralnost mnenj je vendarle nekaj, kar omogoča širši diapazon, bom rekel, dostopa do bralcev, ne nazadnje. Ker če se v enem časopisu tudi na mnenjskih straneh prepozna več ljudi, ki različno razmišljajo, pa ne govorimo o navijaštvu, to je katastrofa postala pri nas, ta logika si z nami ali si proti nam. Jaz mislim, da so novinarji v Združenih državah Amerike, New York Timesa, ki so, bom rekel, bolj levo-sredinsko usmerjen medij, do demokratskih administracij velikokrat še bolj kritični kot do kakšnih drugih. Oziroma, sploh, ko je na oblasti. Ne? Pustimo zdaj Trumpa, ne? On je specifična zgodba, ne? Ki je nekako razmešala popolnoma pravila igre tudi v medijih, ampak hočem reči, da to, da novinar razmišlja na nek način, ne zmanjšuje njegove kritične distance do centrov moči in oblasti. Osnove novinarstva, nadzor oblasti, postavljanje vprašanj, preverjanje informacij predvsem, celovito zgodb, torej dopuščanje različnih mnenj v isti zgodbi, so vendarle maksime, ki absolutno presegajo levo desno. Pa tudi kdaj, da se zna tudi novinar ali pa tudi nek medij posuti s pepelom, se upravičiti, ne? Tudi kak medij, kdaj, kak novinar stori kakšno napako, ne? Celo se strinjam. Medijski posel... No, pa na obratni strani tudi politik, ne? Bi bilo super, če če bi se znali. Ja. Praktično je to za vse ljudi velja, ne? Mediji delamo v ekspresnem času. Novinarstvo danes in novinarstvo nekoč je diametralno nasprotno v eni valuti, to je hitrost. Danes je novinarstvo teče 24 ur na dan, 365 dni na leto. So trenutki, ko umanjka kdaj kakšna presoja, ko bi lahko mogoče kakšno uro ali pa celo dan več počakali, še kaj preverili, pa se nam zgodijo kakšne napake. In kvaliteta medija je, da zna te napake priznati, se upravičiti in popraviti. Istočasno bi pa to moralo veljati seveda za neko elementarno politično kulturo. Tako pa imamo v zadnjem času odprt lov na novinarje,
Na prostitutke, recimo, v narekovajih. Prostitutke, pa to je samo en izmed izrazov. Na družbenih omrežjih je ta golido gnojnice, ki se vali iz raznih fake in resničnih profilov proti novinarjem, noro. No, pri vas je recimo novinar Esih kar precej deležen tudi, ne? Tudi on pokriva politiko, ne? Uroš Esih je odličen novinar, odličen razmišljevalec in notranje in zunanje politike in zato, da on razmišlja o nekih stvareh samosvoje in razmišlja z nekim znanjem mednarodnega politologa, kar je on tako kot razmišlja z nekimi argumenti in z nekimi dejstvi, s katerimi operira in jih interpretira. Še ne sme biti zaradi tega potem tarča, ne? In ne more biti on zaradi tega buzerant, kar so mu učitali, kar ga je zalivalo, ne more zaradi tega biti tarča nekih diskvalifikacij, ker ne razmišlja enako kot kdo drug. Odličen novinar je in vesel sem, da ga imamo. Zagotovo. No, verjetno ste tudi vi prebrali depešo, ki ni depeša, ne? Pravijo, ja. Ni depeša, ja? Ne vem, ja. Ni depeša, v resnici ni. No, verjetno ste prebrali tudi basen o novinarjih, o medijih. No, zdaj, po tisti depeši ne bi bili vsi, dobro, jaz bi bil lahko kdaj tudi komunist, ne? Ker sem bil že odrasel tudi v prejšnjih časih, ne? Vi pa zagotovo, ne? Ampak pa smo, ne, zdaj označeni, kot da smo vsi v medijih, bolj kot ne, izhajamo iz nekega komunizma, ne. No, dobro, sej. Meni je to sploh smešno v resnici, ker moje otroštvo 30 let kasneje, ne. Moje otroštvo se je začelo v sistemu, na katerega nimam praktično nobenih spominov, niti nobenih ne pozitivnih, ne pretirano negativnih čustev. Jaz sem bil zadnja generacija, ko smo na neki bizarni slovesnosti na pol postali pionirčki, tam smo popili čaj in pojedli tisto hrenovko. Ampak že takrat pa smo bili otroci, smo razumeli, da to ni bila neka strašna ceremonija ali karkoli, ne. Moj ata je bil, moj prvi resnejši spomin, da sem se zavedal, da obstaja neka država, je bil na to, da smo mi doma v Staršah gledali tisto znamenito proslavo na Trgu Republike. Se spomnim, zastava, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan in ob 4 zjutraj je pri nas doma zvonilo in je prišel kurir iz teritorialne obrambe in je rekel, gospod Stepišnik, tak Meni se je to podobno zgodilo, ne? Ste vpoklicani in ata je v tisti eni uri nabral in mi, moj brat Matevž in mama Marta in jaz smo bili naslednjih kar nekaj tednov, tudi ko se je vojna že končala, je še on seveda bil, smo bili sami doma in smo v kleti ždeli poleg tistih žakljev za cement, ki smo si jih nadevali okoli okn in smo trepetali, kaj je zate, kaj bo z nami in v resnici je on je bil na Pohorju, bil je kot protiletalska lociran tukaj poleg, mislim, da Hočke koče in stika, ni bilo mobitela, ni bilo drugega in zato je moja edina država, ki jo jaz imam, je Slovenija v resnici. Moje otroštvo se po svoje, ta idila otroštva se je prekinila ravno s tem, da ata šel v teritorialno obrambo takrat. In nimam, mislim, zato se mi zdijo te primerjave in umeščanje ljudi, ki so pa tudi, če so bili odrasli ali karkoli v tem sistemu, takrat je to pač najverjetneje bil edini sistem, mislim, je bil, ki je bil, marsikdo je pa znotraj njega kot v nekem poklicu mogel figurirati, pa to ne pomeni, da je jugonostalgik, da je komunist ali karkoli drugega. Zato se mi zdijo popolnoma deplasirane in žaljive te primerjave in zmerjanja s komunisti. To je nek ideološki konstrukt namenjen. Ampak se pa prime, ne, potem po teh socialnih omrežjih, no, in bom še citiral vašega Mariborčana, Toneta Partliča, ki je dejal, zdaj je svoboda, zdaj treba biti previden, ampak to je dejal v nekih časih, kar je mene celo začudilo, da sem mu takrat to njegovo delo, moj ata, socialistični kulak, sploh dovolili objaviti. To je, velja to mogoče zdaj tudi za te čase, dobro, se vas ne bodo utišali, ampak vseeno, se kdaj vprašate, če prihaja čas svobode, ko bo treba biti previden, kaj kdo reče? Nisem še tako daleč. Jaz mislim, da v Sloveniji, bom rekel takole, ne glede na pritisk in
vojno, ki se jo del politike gre proti medijem, jaz mislim, da je v Sloveniji novinarstvo v osnovi še vedno precej pogumno in hrabro. Se poskuša nekako uravnavati po svojem prepričanju, po svojih uredniških politikah in predvsem po nekih temeljnih predpostavkah novinarskega dela. Mislim, da novinarstvo je v zadnjih letih v bistvu pokazalo, da je zelo trdoživo, ker je moralo požreti in prenesti ogromno stvari. Mene žalosti vsak odhod iz novinarstva. Marsikdo je me že vseeno obupal, je rekel, pa gledaj, pa ni mi tega treba v resnici. Ne? Imam poklice, ki so manj stresni, kjer ne bom požiral in moja družina ne bo požirala vsega tega in je odšel in mi je ful žal marsikoga, ki je odšel iz novinarstva. Ampak se mi zdi, da tudi pod stampedom najhujših napadov novinarstvo nekako stopi skupaj in poskuša nekako vendarle nadaljevati po tej poti naprej. Res pa je, da je zdaj ta korona kriza v bistvu začela tudi z druge strani rezati temelje slovenskega novinarstva. Da tako kot so se zaprli oglaševalski budžeti, tako kot so se ljudje nenazadnje prestrašili, mi smo veliko ljudi odjavilo časnik v tistem času, ker zaradi virusa, papir. Gostilne so se zaprle, frizeraji so se zaprli. Kjer se bere, ne? Kjer se veliko bere. Ljudje so meni v trgovino hodili, v kioske, ne? Majo v trgovino in zdaj bi rabili pomoč države tudi mediji. In upa posluha na strani Janševe vlade zagotovo ni. Kvečemo obratno in to me žalosti, ker zdaj je medijska panoga v Avstriji, na Norveškem, Danskem, v Franciji, imam kolegico, s katero sem bil ravno v Združenih državah na tem programu, ki je rekla, da se zdaj pomaga medijem, da se nadomešča izpade oglaševalskih prihodkov, da država ve, da je to neka hrbtenica javnosti in javnega mnenja. Ste prejeli kaj iz naslova medijskih vsebin razpisa za to leto? Mislim, da je to bil razpis, ker smo se že lani prijavljali in smo takrat prejeli, ampak so se sredstva zdaj za 1/3 zmanjšala. Biti samo na 1/3, ne? Ja, takole. Za enkrat, ne? Za enkrat, da zaradi nekih razporeditev ta sredstva niso na voljo. In da... Ampak to je verjetno težava, če pričakuješ, pa če imaš pogodbo podpisano, da dobiš recimo 50,000 evrov, potem pa dobiš 15, ne, pa čakaš. Ampak jaz bom tako rekel, ne, večer, ne glede na to, v kakšni kondicije, kdajkoli skozi svojo zgodovino bil, je vendarle za slovenske razmere velik medij. In iz naslova razpisa vsak denar je zelo dobrodošel, ampak večer nikoli in tudi zdaj, bom rekel, ni življenjsko odvisen od tega denarja, je pa vsak evro dobrodošel in če so nam zdaj vzeli nekaj, smo razočarani, smo jezni, smo žalostni, ampak to ni točka, na kateri se bo večer nekako zlomil ali obstal. Si pa predstavljam, da je za manjše medije, ki razpolagajo z bistveno manjšim prihodkovnim krogom, ki se ne prodajajo, to lahko udarec, ki komu lahko prisoli takšno klofuto, da se od nje ne pobere. In v tem vidiku in skozi to prizmo se mi to zdi še toliko bolj nepravo. Pa tudi za nas, kakorkoli. Zdaj, bom rekel, vsaka podpora, ki jo imamo, je super. Ključno je še vedno seveda naročniška baza, neka lojalna baza zvestih bralcev. Oglaševalski budžeti so se priprli in zdaj bi država sistemsko morala prepoznati medije kot nekaj, kar je za demokratično kondicijo in družbeno higieno nujno. No, je pa zagotovo večer trdoživ, ker trdoživ je tudi bob, ne? Mimogrede, ste ga kdaj sadili? Jaz ga, zelo lepo cveti, tudi dober je, če ni trd, ne? Boba nisem nikoli sadil, moram pa priznati, da me je ganila in presenetila naša bobovka, dr. Verica Trstenjak, ki je 2 leti nazaj dobila boba in mi ga je lani je prinesla posušenega. Takrat je prinesla samo posušenega, zdaj pa mi je prinesla celo posajenega in je rekla, da je to spomin in je prišla na prireditev in mi je prinesla... Boste videli, kako lepo cveti, kako lepe stroke ima. In ta pa ni tako trdoživ svež, ne? Ja. Potem se dolgo kuha. No in tudi bob leta se dolgo kuha, kar celo leto. Res je. Zbirate bob. Vsak dan. In kdaj naj bi bila
letos, naslednjo leto prireditev? Vsako leto je prireditev konec januarja, morda je bila kdaj začetek februarja. Včasih znameniti Toš, ne? Včasih Tadej Toš, mimogrede, Tadej Toš se ravno te dni vrača na oder Narodnega doma v Mariboru. On bo odprl to post-korona sezono, 50 gledalcev je dovoljenih samo in Tadej se vrača. In mislim, da je 3 predstave razprodal takoj in da bo kar ponavljal še svojo post-korona prvo predstavo. Ampak ja, nekako Bob je seveda akcija, ki je stara več kot 20 let, ampak s Tadejem Tošem je doživela ta razcvet, šla je navzgor. Po kar precej letih, ki jih je trdno to štafeto držal, Tadej Toš jo je potem predal prav tako odličnemu Juriju Drevenšku. Ja, mislim, da Tadej je Ptujčan, 3 leta, ne? Jurij je pa Mariborčan, tako da držimo to štajersko nekako štafeto. Je Bob tudi nekakšna, ta prireditev, politična satira, ne? Sprehod skozi celoletno dogajanje. Res je. Bob je, bom rekel, lucidna, inteligentna satira. Za mene je to oddaja, ki če bi jo bili v Sloveniji sposobni producirati enkrat na teden, torej 1-urno satiro, bi jaz bil presrečen. Jaz mislim, da je satira izjemno pomemben format in žanr. Recimo Radio Gaga, ne, ki je vsak teden, ampak to je pač radio, ne? Radio je legendarna, ampak televizija ima svojo moč vseeno v tem smislu. Jonas je... dogaja, ne? Rad ga gledam, odlična mi je in Jonas mi je marsikdaj super, in reporteri, in tako, Mala terasa. Ja, in mimogrede ta Mala terasa se sposodi tako levih kot desnih, ne? No, tu pa mogoče vprašanje, ne vem, tudi jaz kot redni bralec, spremljevalec medijev opažam, pa verjetno delite z mano mnenje, da ja, ko je desnica na oblasti, so mediji bistveno bolj kritični, kot pa če je nekakšen nov obraz ali pa levica. Ker mogoče ni najbolj, ne? Kritično je treba biti kar do obeh plati, ko so na oblasti, ne? Ja, Janez Janša si je v vseh teh letih kar nekako zgradil ta primat, bom rekel, nekega človeka, ki je v permanentni vojni z mediji in z velikim delom vseeno slovenskega javnega prostora, kakorkoli gledano. Zdaj, jaz sicer mislim, da mediji vseeno do vseh oblasti so kritični, da absolutno tudi v času Cerarjeve vlade, v času vlade Alenke Bratušek in prej, so se odkrivale afere. Ne nazadnje, veliki mediji so odnesli tudi kakšnega velikega levega politika, tako da tu mislim, da so mediji vseeno tudi vsem tem politikom odigrali svojo vlogo, so nekako v Šarčevi vladi so ministri padali tako rekoč zelo hitro, tudi zaradi sloga premiera Šarca, ki je nekaj časa izjemno hitro rezal, karkoli se je zgodilo. Na strani satire pa je tako, ne, ker sva začela nekako s to platjo satira, temeljna funkcija satire je nastavljanje ogledala, ta inteligentno smešenje oziroma satirično, ironično slikanje oblasti, vendar jaz mislim, da je temeljna os satire mora biti usmerjena v oblast. In če oblast opozicija ne, da ni del satirične obravnave, ampak nekaj rezerve do opozicije tukaj vendarle mora biti, kajti oblast je tista, ki jo satira v osnovi napada. In če oblast tega ne razume, potem ne vem, zakaj se sploh gre oblast, ne? Oblast, ki je kakovostna, ki je široka, ki je razgledana, mora razumeti satiro. Satira je del vsake, bi morala biti sestavni del vsake oblasti. Satira stopi na rob, satira stopi kdaj tudi preko roba. Ampak mislim, da družba brez satire je, kot nekdo je rekel, juha brez soli, elementarna začimba neke demokracije in v bistvu nekega sproščenega odnosa do oblasti, ki jo je dovoljeno tudi na tak način komentirati, je nekaj, kar nas dela boljše. In dober voditelj je tisti, ki se zna tudi sebe norca delati v resnici kdaj. Pa vem, da je težko včasih, tudi meni kdaj ni všeč, če se kdo z nas dela norca, pa se kdaj tudi upravičeno. No, in glede na to, da vem, da radi potujete, vsaj tako sem zaznal, no, zdaj boste pa dobili, tako kot vsi drugi državljani, 200 €. Vaša družina, če se ne motim, potem 500, ne? 2 otroka, vi 500. 500. Boste znali izkoristiti ta podarjeni bon?
100%. Bomo ga izkoristili, čeprav jaz mislim, da je bilo še veliko lažje vsem družinam, pa ne rečem, zdaj je najlažje samo kritizirati, pa reči, najlažje bi bilo, če bi ta bon imel neko širšo možnost uporabe, da bi družine lahko ta bon izkoristile tudi za medije, da bi plačali naročnino za kakšen medij, da bi ta bon bil veljaven tudi za kakšen kmečki turizem, za ekotrgovino z domačimi pridelki. Skratka, ne vem, da si kdo kupi letno karto, ne nazadnje za NK Maribor ali pa abonma za Mariborski teater. Se bi mi zdelo pravzaprav super, da bi ljudje tukaj imeli možnost ta bon uporabiti tam, kjer mislijo, da nekako bo ta bon tudi najbolj na plodna tla padel. Pa vem, turizem bo izjemno prizadet, mu je treba pomagati in sam smo veliko res in že z majhnimi otroki potovali tudi po tujini, bomo letos probali čim več pomagati na način, da naredimo čim več manjših izletov ali pa krajših poti tudi po Sloveniji. Si zaslužijo to, Slovenija je fantastična država. Se bi mi pa ta bon voucher zdel boljši, če bi kdo rekel, glejte, jaz bom pa pač v Mariborski teater hodil, v Ljubljansko dramo, bom si kupil za toliko in toliko evrov knjig. No, sej naj mogoče oblast posluša in bodo dali še kakšnih 100 evrov, kar tako, ne? To bi bilo pa sploh super. Ne, jaz mislim, da je bil to težek čas, da je politika imela res težko nalogo in mislim, da je bila dobronamernost marsikatere odločitve na mestu, da pa je nepotrebno bilo v tem času se prepirati z mediji, se iti neke vojne z nekimi interesnimi skupinami. Zdaj je bil čas, ko bi se morala vlada s predsednikom na čelo fokusirati na zdravje ljudi, na gospodarstvo, na temeljne funkcije države, podsisteme, tudi kulturne in se s tem ukvarjati. In mislim, da bi s tem naredili sebi in vsem največjo uslugo. Kaj naj rečem za konec? Če 75 let? Se vidimo, ja, čez 75, ja, ne vem, če se bomo videla, ampak dajva se... Čez 25, ne? Dajva se zmeni, ja, Igor, jaz vas vabim že na 80. obletnico, da prijete v Maribor, evo. Hvala. Letos smo imeli, mimo grede, na Trgu Leona Štuklja bi bil 9. maja oziroma 10. maja koncert ansambla Avsenik, dopoldan, zvečer bi pa igrali rockerji Mi dva. Žal smo mogli vse to nekako zamakniti, ampak to ne pomeni, da je to odpovedano. Bo še? Bo. Enkrat bo, ko bo možno. Ko bomo zmagali, ne? Evo, ko bomo zmagali. Ok, sej, tudi ob zmagi je pa išel, ne? Prvi večer. Evo ga. Ok, hvala vam za vse, kar ste povedali. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.